Pozdravljeni. Kot športni navdušenci ste verjetno zasledili zgodbo o propadli nogometni superligi. A tudi v Formuli 1 smo imeli kar nekaj podobnih poizkusov in poglejmo si skupaj, kaj se pravzaprav dogaja. Na začetku bi rad poudaril, da se ne bom spuščal v nogometne zadeve. Premalo vemo o tem športu in raje se bomo ukvarjali s tistimi zanimivimi zgodbami, vezanimi na Formulo 1. In imamo kar dva primera, ko so skušale ekipe organizirati svoje alternativno prvenstvo. Prvi primer je tako imenovana vojna med FISO in FOCO. Ni bilo to primer, ki bi trajal borih 48 ur, ampak kar nekaj let. Prvi zametki so tam konec 70 let in videli smo posledice v začetku 80 let. A lepo po vrsti. Najprej je treba razumeti, kdo so sploh bili akterji. FISA je bila takrat samostojni komite znotraj FIE, ki se je ukvarjal samo s športnim avtomobilizmom. Fédération Internationale du Sport d'Automobile. Medtem ko FOCA je bilo Združenje konstruktorjev, Formula 1 Constructors Association. Seveda šlo je za neke vrste sindikat, predvsem tistih britanskih ekip pod vodstvom Bernieja Ecclestona, takrat lastnika in upravljavca ekipe Brabham. In tu velja omeniti prvo anekdoto. Sindikat bi se sicer imenoval tako, kot vemo, Formula 1 Constructors Association, a Bernie je hotel na začetku F1CA. A nekdo ga je spomnil, da tista enka bi bila lahko prebrana tudi kot I, in v italijanščini kratica bi imela čisto drugačen pomen. No, tisti, ki vam je italijanščina blizu, ste takoj ugotovili, zakaj gre, drugim pa predlagam, da si stvar pogledate na internetu. Na drugi strani smo imeli Jean-Marie Balestra, tistega glavnega odgovornega za marsikateri spor v tem obdobju v Formuli 1. Na čelo FISA je prišel leta 1978 in na veliki nagradi Argentine je kar sam, mimo komisarjev, določil krivca Johna Watsona za trk z Jodiem Scheckterjem ter mu naložil kazen. Brez da bi upošteval pravilnike oziroma sploh pogledal, kaj se je zgodilo. Watson mu pač ni bil simpatičen, da smo se razumeli. In začela so se trenja med eno in drugo skupino. Na strani FISA so bili povečinoma tisti veliki konstruktorji, kot je Ferrari, Renault in takratna Alfa Romeo. Nima veze z današnjo ekipo Sauber, ampak tako, da bomo imeli nek občutek. Poleg teh smo od dirke do dirke lahko videli manjše akterje, ki so se priključili tej ali oni ekipi sploh zaradi lastnih interesov. Na drugi strani, na strani FOCA, smo imeli velike ekipe, kot je Brabham, že citirani, ampak tudi Lotus, McLaren, Williams, Tyrrell in še marsikoga drugega. Praktično vse tiste britanske ekipe, ki so uporabljale znani motor Ford Cosworth DFV in so bile samostojne. Prišlo je do raznih podtikanj in nagajanj. Lep primer tega nagajanja je velika nagrada Španije leta 1980. Že predtem so mnogi vozniki iz teh ekip, ki so bile zveste FOCI, dobesedno preskočili tiste obvezne sestanke pred dirko. Jean-Marie Balestra je bil užaljen, ker nihče ni spoštoval njegove avtoritete in vsem voznikom je naložil kazen in ukolikor jo ne bi plačali, bi bili enostavno diskvalificirani. Zgodilo se je to, da na takratni veliki nagradi Španije bi imeli samo 6 bolidov, torej tista 2 Ferrarija, Alfa Romea ter seveda 2 Renaulta.
In zgodilo se je, da organizatorji velike nagrade Španije so hoteli poravnati kazen samo zato, da bi imeli koga na štartnem razporedu. A vozniki so se temu lepo uprli. Namreč, ukolikor Jean-Marie Balest misli, da lahko določi on, kaj je prav in kaj ni, naj se enostavno vozi sam tudi velike nagrade. A sam španski kralj je posegel vmes in ukazal, naj dirka bo. A zgodilo se je nekaj neverjetnega. Najprej dirka je izgubila patronažo FISE, torej ni bila več pod okriljem organizacije, ki je organizirala svetovno prvenstvo. Poenostavljeno povedano, ni štela za svetovno prvenstvo. Tiste 3 ekipe, ki so bile v začetku v prvem planu, so se dobesedno umaknile in samo uporniki so bili prisotni na tisti veliki nagradi Španije, ki pa, kot sem povedal, ni štela za svetovno prvenstvo. A po tem dogodku so se začele dogajati še malce bolj bizarne zadeve. Najprej so se vsi odgovorni ekip zbranih v Foku zbrali v Parizu. Pravzaprav v neposredni bližini sedeža FIE na Place de la Concorde. Odločili so se, da bodo ustanovili lastno prvenstvo. Čeprav takrat njihovo finančno stanje je bilo vse prej kot zadovoljivo. Po nekaterih virih so se morali presneto potruditi, da so sploh plačali račun v tistem hotelu. In zgodba, ki nam jo pripoveduje Maurice Hamilton, meji na vohunske romane. Kolikor vam je ime malce znano, Maurice Hamilton je avtor knjige, ki sem jo recenziral pred nekaj časa in je eden izmed najbolj spoštovanih novinarjev v svetu Formule 1. A pustimo sedaj to. Leta 1980 je bil Maurice Hamilton mladi novinar, ki je delal za Guardian. Slišal je o tem sestanku, ki ga je sklical Bernie Ecclestone. Zato je dvignil telefon v svoji pisarni, takrat je pisal za britanski časopis Guardian in poklical na sedež Brabhama. Telefon je zvonil in na koncu je nekdo dvignil slušalko. Maurice se je predstavil in je hotel na telefon dobiti Bernia Ecclestona. Žal, na telefonu je bil le čistilec, ki je pospravljal pisarne. In Maurice Hamilton, ves obupan, je vprašal, kje naj bi dobil gospoda Ecclestona. Čistilec mu je odgovoril, da je sam, da bo še nekaj minut tam prisoten in da mu ne more pomagati. A ko je slišal ime Guardian, časopis, za katerega je pisal Maurice, je povedal, da tam na mizi leži ovojnica z velikim napisom, da je za njega. In Maurice Hamilton je oddrvel proti sedežu Brabhama, da bi dobil tisto ovojnico. Šele kasneje se mu je začelo svitati, da je bilo izjemno čudno, da je dobil čistilca pravzaprav v pravem trenutku v tisti pisarni, kjer ga je čakala ovojnica. In seveda, sam Hamilton je prepričan, da na telefon je dobil samega Bernia Ecclestona. Ko je prispel na mesto, ga je ovojnica čakala zataknjena za oknom, pobral jo je in odšel. V svojem zapisu je trdil, da je imel občutek, kot da je opazovan. A to ni bistveno. V tisti ovojnici so bili dokumenti, ki so pokazali na ustanovitev novega prvenstva Formule 1 z začasnim koledarjem, s pravilnikom in samimi razlagami, kako bodo ustanovili to zadevo. In seveda, glavni razlog je bil finančne narave. Namreč ekipe so hotele dobiti malce več tiste pogače, ki je prišla iz strani televizijskih pravic. Televizija je v tistem obdobju postala eden izmed glavnih virov v Formuli 1. In zanimivo je bilo, da takrat so na svojo stran praktično povlekli vse glavne akterje, razen tistih, ki sem jih omenil prej. Celo Alan Jones, aktualni svetovni prvak, bi vozil v alternativnem prvenstvu. In organizirali so celo eno dirko, veliko nagrado Južne Afrike leta 1981. Namreč Jean-Marie Balester
ni imel rad dirke v Južni Afriki. Ne ve se točno zakaj. In v Južni Afriki so bili izjemno veseli, da so se ga nekako znebili. In to je bil dvorezen meč za Balestra, kajti Renault ga je podpiral, a Renault s turbomotorjem je bil pravzaprav v prednosti v Južni Afriki. Kljub poizkusom je bila dirka polomija, zato ker tisti glavni konstruktorji so tudi privabili kar nekaj množic. Zato je ostalo samo pri izvedbi ene dirke. In pravzaprav po tistem debaklu so se ekipe Foke hitro vrnile pod okrilje FISE, ampak brez kakih hujših posledic. Čeprav je Jean-Marie Balestre koval maščevanje. To se je videlo v naslednji sezoni. Namreč poudaril bil najmanj 2 epizodi, ki sta kazali na tisto merjenje moči med eno in drugo skupino. Najprej na veliki nagradi Brazilije sta bila diskvalificirana Nelson Piquet in Keke Rosberg. Zaradi tega, ker sta imela vodno hlajene zavore. Takrat je namreč veljal pravilnik, ki je dovoljeval, da so ekipe dopolnile manjkajočo količino tekočin v bolidu. In ker takrat leta 1982 se je že videlo prednost turbomotorjev, so si v raznih ekipah Formule 1, predvsem tistimi, ki so imele Ford Cosworth DFV, izmislili izjemno zanimivo zadevo. Imeli so tako imenovane vodno hlajene zavore. V bistvu zavore niso bile hlajene, le bolid je imel določen rezervoar napolnjen z vodo, katerega so spraznili takoj na začetku. Bolid je postal lažji, zato je bil hitrejši in na koncu, ko je sledilo tehtanje, so posodo lepo dopolnili. Diskvalificirana sta bila samo Piquet in Rosberg, čeprav je večina štartnega razporeda z atmosferskim motorjem imela to napravo na tisti veliki nagradi. A Piquet je vozil za Brabham, Rosberg za Williams in mislim, da je vsakomur jasno, zakaj je prišlo do te diskvalifikacije. A sledila je pritožba. Pritožba v Formuli 1 ni tako hitra zadeva in zato je bilo treba počakati kar nekaj mesecev. A vmes je bila velika nagrada Združenih držav na Zahodu. Tam smo videli, da tudi Enzo Ferrari je začel iskati luknje v pravilniku. Marsikdo izmed vas se spomni, da Ferrari 126 C2 je imel na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju 2 profila. Nikjer v pravilniku ni bilo prepovedano, da bi imel več kot en profil. A prednjega je imel pomaknjeno na levo stran, zadnjega na desno. Čeprav formalno po pravilniku je bilo vse tako, kot je treba, je bila skupna dolžina obeh profilov dvakratnik tistega, kar je bilo dovoljeno. In Gilles Villeneuve je bil zopet diskvalificiran. Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da leta 1982 je bil Jean-Marie Balestre eden izmed glavnih krivcev za tako imenovano stavko voznikov. Namreč v predlogu pravilnika je bilo jasno zapisano z majhnimi črkami, da so ekipe tiste, ki odločajo, ali bodo določenega voznika pustile voziti ali ne. Pokojni Niki Lauda je takoj opazil tisti nov člen v pravilniku in na veliki nagradi Južne Afrike so se vozniki dobesedno uprli. Na koncu je prišlo do dogovora med vozniki, lastniki ekip in seveda FISO. Zmagali so vozniki. A zopet lep dokaz, kako je nekdo hotel podrediti cel šport samo svojim idejam in svoji volji. To je pripeljalo do tiste velike nagrade San Marina. Tiste znane po dvoboju med Didierjem Pironijem in Gillesom Villeneuvom. A takrat na štartnem razporedu večine angleških ekip ni bilo, ker so dirko enostavno bojkotirale zaradi odločitev Balestra. Vojna med FISO in Foco se je nato malce izvodenela in mnogi avtorji trdijo, da je bil podpis dogovora Concord tisti zadnji akt, ki je zaključil tako imenovano vojno med obema organizacijama.
tu bi rad dodal malenkost. Prva pogodba Concord je stopila v veljavo leta 1981, praktično leto pred tistimi dogodki, ki sem jih opisal v zadnjih minutah. Kako bi ta pogodba rešila spor, meni osebno ni znano. Dogajale so se tudi druge stvari. Jean-Marie Balestre je s svojim vplivom skušal še zmeraj podrediti določene ekipe, a nikoli nismo videli takih incidentov, kot smo jim bili priča v tistih letih. Drugi primer organiziranja alternativnega prvenstva Formule 1 se je zgodil nam navdušencem malce bližje. Spor med FIO in FOTO se je odvival med letoma 2008 in 2009 z neko zanimivostjo. Če smo v prejšnjem primeru videli, da na strani ekip oziroma konstruktorjev je bil Bernie Ecclestone in njegov zvesti svetovalec Max Mosley, sta sedaj sedela na drugi strani. Namreč Bernie Ecclestone je zapustil Brabham in prevzel organizacijo prvenstva Formule 1. Max Mosley je bil predsednik FIE. Ekipe se niso strinjale s tistim, kar sta ta dva posameznika hotela za Formulo 1. In sedaj se bo marsikdo izmed vas nasmehnil. Glavni kamen spotike med FIO in FOTO je bila želja organizatorja svetovnega prvenstva Formule 1, da bi uvedel zgornjo omejitev proračuna in nekako zamrznil tiste tehnične izboljšave med samo sezono. Govorilo se je, naj bi to stopilo v veljavo v sezoni 2010. 7 ekip pod okriljem FOTE, Formula One Teams Association, je bilo proti temu. In te ekipe so bile Ferrari, takratni BMW Sauber, Toyota, Renault, Brown GP, Red Bull in seveda Scuderia Toro Rosso. Postavili so ultimatum, ali brišejo ta določila, ali pa bodo prvenstvo lepo zapustili. Priča smo bili kar lepemu številu sestankov, obtoževanj, predlogov, groženj in še bi lahko našteval, a 7 uporniških ekip se ni predalo. Na koncu je bil Bernie Ecclestone tisti, ki je posegel vmes in se je začel on pogajati z njimi. To je pomenilo, da Max Mosley na čelu FIE ni imel več nobene avtoritete in malo zatem je odšel iz svojega mesta. Ekipe FOTE so dosegle svoje. Takrat o kaki omejitvi proračuna v pogodbi Concord ni bilo ne duha, ne sluha. In tako kot prej so ekipe med sezono lahko imele nešteto izboljšav in novih aerodinamičnih paketov. A tudi na njihovi strani se je nekaj spremenilo. Naprimer, po sezoni 2009 je BMW izstopil iz Formule 1. Ne ve se točno kot posledica te vojne, ampak tako piše zgodovina. Če primerjamo tisti primer iz nogometa s Formulo 1, lahko povlečemo določene vzporednice, ampak tudi razumemo, da gre za dve popolnoma različni stvari. Razumeti moramo, da pri takih odločitvah, ko nekateri želijo neko alternativno prvenstvo, gre v večini primerov zaradi delitve finančnih sredstev. In seveda, tu je vse v rokah tistih, ki igrajo to igro. V Formuli 1 smo videli, da v zgodovini je bilo kar nekaj izjemno močnih karakterjev, ki so na koncu dosegli svoje. Nekateri, kot Bernie Ecclestone, so enkrat zmagali, drugič izgubili. A to še ne pomeni, da niso bili edinstveni in da niso razumeli tega športa. A kar se tiče sporov in vojn v Formuli 1, bo za danes dovolj. Hvala za vašo pozornost in seveda.